Super. Hoćemo nešto mlađi da zgledamo. Namjestiš tu gdje... Silvo se neki pritužuje, da za zajtrk čevapčiče je. Kaj Silvo? Ti bi kaj bolj nežnega. bolj nežnega. To je res, razen če gremo danes kaj bilskega delati. Bo, da nas aktivno ne skrbi. Tole po kurti je kar zalagaj. Jaz sem si poleg čevapčič tudi desetke, pa kajmaka naročil še pomfri, sem rekel, da ja ne bom lačen ostal. Dober tek, Silva. Hvala. Tukaj sem parkiral, zdaj pa gremo gor na tale grad, ki se imenuje Sokolac. Tako da tamle je neka asfaltna cesta pele in gremo lepo gor. Je pa seveda treba iti peš, ampak to ni problem. Sem že na gradu, tole sem zdaj na poti v ta stolp. Tole mi je malo čudno, da tle ljudje kurijo. Ne vem, ali je bilo to prvotno namenjeno za kurjenje, pa mogoče ja, ker je luknja gor, no sicer se ne vidi. No, tle not kar dober razgled, ampak razgled bomo predvsem videli, ko gremo do vrha. No, tudi tle ni slab razgled, ne? Se strinjate? No, zdaj pa super tole. Jaz sem sicer zgrešil, ko sem prišel, tukaj sem bil že slabe vole, sem rekel, evo, ne bom prišel do vrha, ampak gre na drugo stran, grejo pa še dol stopnice. Ne vem sicer kam pridejo, bom pa šel pogledat. Zdaj tole tudi še nisem šel prej pogledat, tako da ne vem. Zanimivo. No, jaz sem si predstavljal drugače. Jaz sem si predstavljal, da bo tle gor odprto in da bom lepo mu dober razgled. Sicer lejte, je tukaj super. Tamle dol je Bihač, tamle je letališče Bihač. No, mislim, uživa človek v takem lepem razgledu, v lepem dnevu. Zanimivo tole, ne? Tudi tukaj ljudje kurijo. Tako čakajte, lejte tole, lejte, še gor se gre. Super. Evo, zdaj bom pa prišel na vrh. To, kar sem hotel, da sem na odprtem. Jaz sem vsaka čast ljudem, da so to zgradili pred tokem leti. To, da nas ne bilo problem zgraditi. Pred leti, ne vem, koliko je bilo to zgrajeno. 300 sigurno, morda 400, mogoče celo 500, pa je to zagotovo bil problem. No, seveda tukaj še boljši razgled, tako da fantastično. No, mi smo gor prišla po teli cesti peš. Ni bila v zemljevidu, Googlovem ni zarisana, da prideš celo do gor lahko z avtom, ne. Ampak tudi, da so se malo sprehodila, to ni problem. Tako da v primeru, da ste v Bihaču, tole priporočam sit pogledati. Tudi nobene vstopnine ni. Super, no. Tole je Ripački slap na reki Uni. To je drugače zanimiva zadeva. V bistvu je to kar en tak pol otok noter v reko Uno. In takole ne dvakrat se čez most peleš, takole kot vidite tale most. Je pa drugače teh slapov več, pa vam nekako, bom rekel, glih najboljš ne moram prikazati, ker so v smeri sonca. Vidite, to je vse slapovi, en takle provizoriš most pele čez. Drugače pa tukaj ne, to je čisto v reki Uni, bom rekel pol otok, oziroma otoki so to celo povezani samo z mostom in je tukaj zelo lepo. Tako da meni je tole všeč, kakor pravim, pa škoda, da
ravno v sonce snemam. Tole je džamija, ki so jo leta 1942 požgali, zdaj pa delajo rekonstrukcijo. To nam je vse prijazno tale gospod na desni razložil. To je drugače pokopališče. In zdaj mi je tudi povedal, nama je ta gospod, da tukaj le bojo naredili vse poti ob reki Uni. Ne vem, tole da naj bi bil začetek, si ne predstavljam točno kako bo, ampak bom prišel čez par let pogledat, pa bom videl. Midva sva v vasi Hata, ki je znana po izvirih. Zdaj tamle sem nekje vprašal, kje to je, in mi je en gospod rekel, da je to tukile, da ne bi bil ta najboljši, ampak dober, jaz sem malo drugače pričakoval. Naj bi pa mu 37 stopinj, ja, samo nima. Mogoče pa niso ta pravega najdla, tako da bova šla še malo okoli pogledati. Dobar dan. Evo ima. Evo, tukaj smo zdaj našli tole zakopace. Tale gospa ima privat terme. Nisem vedel, to tako izgleda. Smo se že vse zmenili, 2 evra puna ura je. Evo, lejte, malo ga mucka, ko je lep. Evo, tle gospa kaže. Šta je to, gospoda? Izvor. Aha. 5 metara dol. 5 metara. Aha, super. 5 metrov globoko noter je vrtina in to je to. Pa da, evo vidiš kako non stop ti njegovići dolaze u stvar ti minerali, oni to... I znači to je lekovita za reumu? Išija se, tako lomove, vratna kičma, tako čovjek kad ruku slomi 10 dana dođe i on je tako vrati ko da nije i super. Hoćemo nešto mlađi da zgledamo kad se Namjestiš tu gdje dolazi, kod onog izvora, tako staviš išto, ovako sebi malo masaže i namjestiš. Znate što sam ja radio u životu? Mrc. A neko je doveo u tis. Ja sam skijao i previše puta pa... Evo, lejte, tako lepo zgleda ta privat. Lepo. Ko me čaka? Samo namjesti tu gdje dolazi, ondje gdje ti je onaj glavni izvor. Samo namjesti tako tu vratnu kičmu, jer sigurno je... Hajde vi, slobodno uđi. Hvala vam, gospođa. Hajde pa vidimo. Kako je Silva? Pisa se že nekaj povladal. Ja, ne Tomaš, jaz sem zadnje 40 let bil zelo razočaran pa zelo prizadet, tako in drugače. In misliš, da zdaj ta voda to rešila? Ja, jaz sem prepričan, sem prišel v Oslo in sem slišal za tole in da bo tole voda meni vse to potegnila z mene, da bom popolnoma ljubeč, popoln in tak skratka, kakor se ga se ljudje želijo, no. Pa da bo meni vrat bolel. Evo, te so pogruntale, da smo midva tlele in so prišle. Na drugače so šla midva pogledati tole pravoslavno cerkev. Sva je že prej iz ceste videla, pa sva rekla, grejo pogledati. Pa je pa še ta gospa, pri kateri sva se kopala, rekla, da je zanimivo, ne vem, malo je o tem govorila. Jaz sem jo razumel, da bova lahko noter prišla, ampak žal noter se ne da priti, ko so vrata zaprte. Tole je grad Ostrožac, zelo lep grad, ampak žal ne najdem neke točke, kjer bi to slikal in da vam res pokažem, kako lepo je tukaj. No, mogoče še nisem prišel do ta prave točke. Tukaj sem zdaj v eni te, bi rekel, kot nekem stolpu. Vse skup kar propada, ne.
Glejte tole, ne. Strop je čist gotov, streha tamle vidite, svetlobo čez, se pravi, pušča, se veste, čim streha pušča, pol začne vse še bolj propadati. No, tole mi je zanimivo, glejte, da greš lahko tukile, glejte, in se sprehodiš po obzidju, pa nobene ograje, ne. Tukaj, če človek pade dol, mislim, se kar dober polom. Sveste se pa hiter naredi, ne, na 1000 ljudi, mislim, noben mu ne prvoščem, ampak žal se take stvari dogajajo, pri nas to ne bi bilo možno. No, tle pa vidim, tole mi je pa zelo všeč, se pravi, da grem tle po obzidju naprej. Moram tudi jaz malo paziti, da ne bi kje dol telebno. No, lejte, tle zanimivo, vse neki kipi, neke letence so gor, 2,9, pa to sem videl, tako da ni to zdaj te kipi, če sem prav razumel, ni to nekaj, da bi bilo ful staro. No, tistale stvar tamle na koncu se mi zdi fascinantna. Kaj je to? Je to neka cerkev bila ali je to nekaj, kar je spadalo v gradu? Ne vem točno, ampak bomo pa prišli pa pogledali, ne? Vete, tak velik grad, no, tako da meni je všeč. Tle to je na enem hribu, tamle dol v dolini teče reka Una. Glejte, sončne celice tudi tle dajo nekaj na sončno energijo. Glejte, tle mečkam se spotakneš, pa dol padeš, mislim. Ampak jaz sem vesel, da je to odprto, no, ker greš to lahko takole pogledati. To je meni zmeraj interesantno. Ampak ne mi reči, da se zdaj tam lepo vse ustavil. Ja, pa se, ja. Ja, tako da zdaj moram iti dol, nazaj, pa potem čez tele vrata bom noter prišel, pa gremo tole not pogled, ki zgleda, ne vem, kot neka cerkev. Zdaj sem pa v tem zadnjem delu grada Ostrožac. Glejte, tukaj dol dolina, kjer teče reka Una. Razgled tukaj je super. No, je pa drugače tole kar v slabem stanju, ampak kar ne pomeni, da ni zanimivo videti. Razpada, propada vse. Sicer dobro je, streho so nekako sanirali. Glejte, tle celo še parket. Tukaj ne smeš iti naprej, ker se najbrž lahko kaj udre in tudi ne bom šel. Tole je zdaj prvo nadstropje, tudi spodaj sem se sprehodil v prvem nadstropju. To sicer vam ne bom posnel, zato ker dol že tukaj je tema, spodaj je pa še bolj, pa nimam luči s seboj, tako da bi se vse skupaj slabo videlo. Tukaj po teh stopnicah gor prideš, ki so še zelo ohranjene. No, tukaj je pa pač vhod v ta zadnji del in tamle to, kar vidite, potem se nadaljuje grad. Je pa škoda, ker nimam drona, da bi to z dronom posnel, ker v mojem iz zraka je zelo super tole videti. Evo, še baklava za desert. Selo, praviš, da ni nič sladka? Korono si dobil? Korono sem dobil in nimam sladkega okusa, ampak če si že v Bosni, brez tega ne gre. Se strinjam, jaz imam ful rad, tako da komaj čakam, da se lotim.